Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še eni oddaji Tretji polčas. Ta teden so nas razveselili nogometaši, ki so četrtfinalisti Pokala Slovenije in pa predvsem atleti in atletinje celjskega Kladivarja, ki so po več kot 2 desetletjih osvojili dvojno domačo ekipno krono. Na ekipnem državnem prvenstvu v Ljubljani so najhujšega tekmeca, ljubljanski Maz, premagali tako med fanti kot dekleti. To bo tudi tema našega nocojšnjega središča. Ostanite v naši družbi. Za nogometaši Celja je uspešen teden. V sredo so se zmago z 2:0 proti Taboru v Sežani uvrstili v četrtfinale Pokala Slovenije. Še predtem pa so prejšnji konec tedna v 8. krogu državnega prvenstva s 3:1 premagali Domžale in dosegli drugo zaporedno zmago na domačem igrišču. Celjani so z 10 osvojenimi točkami trenutno na 7. mestu prvenstvene lestvice. Srečanje v Celju se ni začelo po željah gostiteljev, saj so Domžalčani z zadetkom Slobodana Vuka povedli že v 10. minuti tekme. Da sta tekmeca na odmor odšla izenačena, je poskrbel Ivan Božič, ki je tik pred koncem prvega polčasa dosegel pravi Eurogol z okrog 30 metrov. Ta zadetek je bil pomemben, ampak jaz mislim, da je bil posledica prejšnjih nekih situacij nevarnih, ki smo si jih ustvarili. V drugem polčasu je bilo pomembno, da nadaljujemo v takem ritmu oziroma da probamo še pojačati ta ritem. Fantje so napeli vse moči, dali vse od sebe, kar je na koncu rezultiralo tej zmagi. V drugem polčasu so Celjani povedli v 52. minuti, ko je Kerinovo podajo 22-letni Slovenjgračan Žan Medved spremenil v zadetek. Piko na i tretje celjske prvenstvene zmage je postavil Amadej Brecl, ki je Ajdina Mulaliča premagal minuto pred koncem rednega dela tekme. Jaz mislim, da smo odigrali dobro tekmo. Seveda tekma se je malo pričela s tem nesrečnim zadetkom, ki smo ga prejeli, ampak smo nekako, se mi zdi, da smo ohranili mirnost, verjeli v preobrat in potem nekako prihajali v dobre situacije, priložnosti, kar je potem potrovalo na koncu 3 zadetkom. Seveda ta tretji zadetek je bil proti koncu, ampak je bil verjetno posledica neke boljše igre v Domžali in na koncu sem vesel za ekipo, za fante, ki dajo svoj maksimum in ki napredujejo iz tedna v teden. Dobro smo začeli, tudi prvi polčas imeli nekako kontrolo, sicer smo izgubili na naše napake žoge na njihovi polovici in puščali prostor za protinapade, ampak tu smo imeli dobro kontrolo od zadaj in nismo jim dovolili neke priložnosti. Potem je padel ta gol, ampak tudi drugi polčas smo krenili enako, potem z ene napake iz iznosa dobimo drugi zadetek in nadaljevali svojo igro in imeli smo potem 2 priložnosti, iz katerih nismo izkoristili. In štejejo goli in tam nismo zadeli, poskušali smo vse v drugem polčasu, na koncu je padel še ta tretji gol, ki je nekako mogoče samo lepšo sliko za Celjane naredil, tako da nimamo kaj, zasluženo so zmagali. Žan Medved je dosegel svoj drugi gol v sezoni. Na tekmi je sicer zadel kar 4-krat, a je bil 3-krat v prepovedanem položaju. Redko kdaj se zgodi, da na ene tekmi igralec da 4 gole, od tega en priznan. Sicer sem dobil informacije zdaj po tekmi, da so sicer bili vsi iz prepovedanega položaja, tako da pravila so pravila, ampak nekako, hvala Bogu, ostal sem nekako miren, cela ekipa je ostala mirna, mislim, da smo šli malo, nismo šli maksimalno v tekmo, prvih 10-15 minut, ko da smo malo se iskali, presekal nas je hitri gol, pol tem pa se mi zdi, kako je šla tekma proti koncu prvega polčasa, smo bili vse boljši in boljši. Pol smo dali ta gol, hvala Bogu za 1:1 pred koncem polčasa in ven smo prišli z neko isto energijo, kako smo končali v prvem polčasu. Počasi smo nekako mleli, nizali priložnost za priložnost, te gole iz prepovedanih položajev, da je že na koncu to vse skupaj izgledalo kot ena velika frustracija, ampak tako kot sem rekel, hvala Bogu, smo ostali mirni, jaz sem ostal miren, dali smo ta drugi gol, potem še tretjega in 3 pike so ostale doma. Hokejisti hokejskega kluba Celje so novo sezono začeli z 2 porazoma.
V prvem krogu državnega prvenstva in mednarodne IHL lige so po podaljšku 4-3 izgubili na gostovanju pri Bledu. Na pokalnem turnirju pa so v četrtfinalu morali priznati premoč mlademu jeseniškemu moštvu Hidrija Jesenice. Jeseničani so bili boljši s kar 6-0. Na pokalu na Bledu nas je malce presenetila situacija, da so se mlade Jesenice, Hidrija Jesenice, okrepile z 3 tujci. Mi smo pa žal na to tekmo, ker je bila med tednom v popoldanskem času, šli brez enega ključnih igralcev, ki je pač manjkal zaradi službenih obveznosti, in je pač rezultat bil, kakršen je bil, se pravi, izgubili smo 6-0. Dejansko se je od lanske sezone videl preskok na Jesenicah, ki so šle stopnico višje, mi pa smo nekje tam, kot smo bili. Na tekmi proti mladim Jeseničanom je manjkal kapetan celjskega moštva Aljaž Ogrizek, ki bo v bližnji prihodnosti zaradi družinskih in službenih obveznosti bržčas prenehal z aktivnim igranjem. To je že nekaj let zgodba naše ekipe, da vsako sezono izgubimo kakšnega od starejših ključnih igralcev, ki pač zaradi službenih oziroma družinskih obveznosti ne more več slediti ritmu državnega prvenstva in mednarodne lige. Seveda to izhaja iz naše nezmožnosti tem fantom ponuditi profesionalne pogodbe. Se pravi, delujemo na amaterskem nivoju, fantje dejansko igrajo za sendvič in bencin in to je pač realnost našega stanja. Bodo v primeru Ogrizkovega prenehanja igranja v celjskem klubu poiskali kakšno novo okrepitev? Ja, mi se trudimo vsako leto pripeljati iz slovenskega okolja mlade igralce v Celje, ki se mogoče niso mogli prebiti v profesionalni hokej. To nam nekje uspeva, da te luknje pokrpamo. Je pa po pravilniku možno ukrepati tudi z tujci, ampak seveda to je že druga zgodba, zopet so tu finance in tu moramo biti pa zelo previdni, ker v stanju, v kakršnem je trenutno družba, gospodarstvo, si prav nekih velikih ambicij v tem smislu ne moremo postaviti. Po pokalnem turnirju na Bledu so Celjani s tekmo prav tako na Bledu začeli tudi novo sezono v državnem prvenstvu in regionalni IHL ligi. Bled je bil po podaljšku boljši 4-3. Tekma na Bledu ni bila toliko slaba, realno smo bili boljši nasprotnik, ampak smo pač zaradi mogoče nekih individualnih napak izgubili, ampak nič tragičnega, bilo je videti tudi kaj dobrega v vsem skupaj. Po pokalnem tekmovanju na Bledu ter uvodnem krogu državnega prvenstva so vodstvo celjskega kluba že lahko ocenili razmerja moči v novi sezoni. Realno glede na vložke drugih klubov, mislim, da so 3 klubi, kot so Olimpija, Akron Jesenice in Hidrija Jesenice, po vložku in po igralcih ta moment za ostale slovenske klube nedosegljivi. Seveda lahko se zgodi kakšno presenečenje, ampak realno v ta krog bomo težko posegali, se pravi, ostala nekje amaterska moštva, smo pa na nivoju, ko se bo verjetno igralo zmaga, poraz, nikoli ne veš, kako se bo obrnilo. V soboto 18. septembra bodo Celjani v drugem krogu državnega prvenstva gostili moštvo Slavije. Po več kot po letu dni se vračajo gledalci. Vse smo uredili, da ob spoštovanju pogoja PCT si lahko ob 18. uri v soboto vsi ogledate tekmo v mestnem parku v Celju. Naši fantje potrebujejo tudi podporo s tribun, ker jim je že dovolj igranja pred praznimi tribunami, tako da toplo vabljeni vsi podporniki hokeja. Župan mestne občine Velenje Peter Dormol je pripravil sprejem za velenjske olimpice in paraolimpice, ki so v Tokiu osvojili zlato, srebrno in bronasto medaljo.
Janja Garnbret je članica šaleškega alpinističnega odseka, zdajšnji selektor slovenske reprezentance Gorazd Hren pa je bil njen prvi klubski trener v Velenju. Strelec Gorazd Franček Tiršek je član strelskega društva Mrož Velenje in večkratni najšportnik med invalidi v mestni občini Velenje. Velenje v letošnjem letu pravzaprav ponosno na to, da smo na olimpijskih igrah prejeli 3 medalje športnikov, ki zastopajo barve velenjskih klubov, in da je pravzaprav to edinstvena promocija tako Slovenije kot tudi mestne občine Velenje. Zato smo izjemno ponosni in se mi zdi, da ob tej priliki, kajti ko so ti športniki tudi na nek način pravšnji motiv za mlade, da se ukvarjajo športom, da smo to podelitev naredili tukaj, to priznanje izročili na Titovem trgu in da smo tudi na ta način da se jim zahvalili za njihov prispevek, ki so ga dali Velenju, Sloveniji in seveda tudi samemu sebi. Še posebej sem pa letos ponosen in mislim, da je ta odločitev več kot pravšnja, da sem se odločil in podaril tudi priznanje župana mestne občine Velenje, ki sem ga namenil Gorazdu Hrenu, selektorju reprezentance, dolgoletnemu trenerju tudi Janje Garnbret. Mislim, da ima on izjemno veliko zaslug za to, da je plezanje v Velenju vedno bolj prepoznano, da so konec koncev bili ustvarjeni tudi ti uspehi in da se je tudi mestna občina Velenje pozicionirala v tem športu na evropski in svetovni zemljevid. Zato sem mu danes tudi izročil priznanje župana in mu na ta način seveda pokazal tudi hvaležnost in spoštovanje do teh posebnih dosežkov, ki jih je ustvaril. Zdaj se je vse že malo pomirilo, ampak s tem dogodkom zdaj so pa ta čustva spet prišla na plan, tako da je super. Mislim, Velenje je moj drugi dom, tu sem hodila v gimnazijo, tu sem trenirala, tako da je res drugi dom. Kaj pa načrti? Ne vem še, počitek prvo. Prelep občutek, ko prideš med ljudi, med svoje navijače, ki veš, da te spremljajo, da ti dajo energijo in pa želijo vse najboljše. Tako da je tudi prav, da ob tako velikih uspehih se jim priklonimo športniki in skupaj proslavimo te medalje. Prvo kot prvo treba spočiti telo, glavo, potem pa upati na najboljše, da ne bo kakšnih nepredvidenih športnih poškodb in da bo vse tako, kot si športniki želimo, da lahko trdo delamo in po svojih najboljših močeh nastopamo na največjih tekmovanjih. Občutki so definitivno fenomenalni, res stvari so se išle točno tako, kot smo si zaželeli in prav je, da se poveselimo tako, kot se to danes počnemo tukaj v Velenju. Jaz se zahvaljujem mestu Velenje za priznanje, županu posebej. Vesel sem, da nas vedno opazijo in že vsa ta leta do zdaj so nam vedno bili v pomoč, vedno smo se lahko obrnili na njih, vedno so nam nekako priskočili na pomoč, ko smo rabili kakšno infrastrukturo, kak prostor, da bi lahko trenirali in mislim, da je ta skupna pot nekako le pripeljala do teh želenih uspehov, ki jih žanjemo danes. Mi smo kar v tempu. Jaz grem naslednji teden že z reprezentanco na svetovno prvenstvo v Moskvo. Janja bo to tekmo sicer izpustila, se bo spočila, ampak smo v pogonu. Za nas je olimpijske igre obkljukane in zdaj svetovno prvenstvo in strmimo k temu in upamo, da se tam zgodi kaj lepega. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Meeting predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin,
skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za rojstni dan? Desetak. Za posebne priložnosti? Desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 5 nakupovalnih središč, 450 trgovin, en darilni bon. Novo v Celju. Bar Meduza ob celjskem letnem kopališču. Odprto celo leto, tudi takrat, ko bazen ne obratuje. Vhod iz Savinjskega nabrežja. Dobrodošli, Bar Meduza. Ko iščeš rešitev ali pravo smer, ne skrbi, zaupaj sebi in zberi pogum. Vsemu boš kos, skoči na most. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Celje se pelje s kolesom. V službo, šolo, na koncert, trgovino in po opravkih. Za varno, ugodno in udobno izkušnjo bomo za vas uredili več kot 30 km novih kolesarskih povezav. Pelji se tudi ti. Takole po oglasih smo nazaj v srednjem delu tretjega polčasa. Kot smo že obljubili v uvodu, ga bomo nocoj namenili kraljici športov atletiki. Razlog je seveda odličen, kajti atletsko društvo Kladivar iz Celja je osvojilo dvojno krono na ekipnem državnem prvenstvu v Ljubljani. Zmaga tako za dekleta kot tudi za fante. Oboji so za seboj pustili največjega tekmeca, ljubljansko moštvo oziroma ljubljanski klub MAS. V našem studiu predsednik Celjskega atletskega društva Kladivar Stane Rozman in pa prvi mož stroke Hrvoje Fižuleto. Dobar dan, dobrodošla in seveda čestitke še enkrat. Dobar dan. Torej, Stane, kar dolgo je že, odkar ste na zadnje osvojili dvojno krono, velikokrat prvo mesto ali pri fantih ali pri dekletih, no letos pa v obeh kategorijah in zagotovo zadovoljstvo ob tem dosežku še mogoče za odtenek večje, kot je bilo prejšnja leta. Ko smo gledali noter klubske statistike, že več kot 20 let društvo ni dobilo dvojne krone, na kar smo seveda zelo ponosni. Tako kot ste rekli, zmagovali smo tako pri fantih, zmagovali smo pri puncah, tako da v vmesnem času smo bili večkrat državni prvaki, dvojno se mora pa res dejansko vse poklopiti in letos smo imeli tudi kanček sreče, na vse zadnje pa celotna ekipa, ki daleč od tega je bila slaba, celotna ekipa, vsi fanti in punce so bili izjemno visoko motivirani in tudi dosegli odlične rezultate. Na vse zadnje korona vseh je tudi najboljša naša atletina Tina Šutej skočila državni rekord. Dolga leta je nekako prisotno že to rivalstvo med Celjem in MAS-om, nekako tudi v drugih športnih panogah to rivalstvo med Celjem in Ljubljano je nekako vedno bilo, verjetno tudi pri vas nekaj podobnega v atletiki. Res je, tako je. Kladivar in MAS se izmenjujemo na tem, kdo bo dobil državno prvenstvo. Ostali klubi so sicer redko kdaj so prišli do drugega mesta, letos pa, kot sem rekel, sreča je bila na naši strani, tudi kvaliteta naših tekmovalcev je tista, ki je prevagala, tako da v društvu smo izjemno veseli, zelo ponosni na vse naše atletine in atlete, kajti na vse zadnje praktično nismo imeli nobene
nobene odjave v tekmovanju. Vsi naši najboljši so nastopili. Kar pri masu se je zgodilo, da recimo Maruša Mišmaš, recimo v ženski konkurenci, čeprav to ne bi bilo odločilno, ni nastopila. Hrvoje, mogoče še vaš pogled z vidika stroke, vi vodite to piramido klubskih trenerjev. Kako vi vidite to prvenstvo oziroma kje so razlogi, da ste na koncu pustili za seboj vse, tako pri fantih kot tudi pri dekletih? Mi v klubu vedno se pripravljamo za takšne tekme, zaradi tega, kaj ekipne tekme so zelo bistvene, zaradi tega, kaj spodbujamo tudi kvantiteto in kvaliteto atletov. In na začetku leta mi imamo program narejen, kjer se udejstvujemo in planiramo nastop na ekipnih tekmah v vseh kategorijah. Članska tekma je pa višek vsega in ekipa je bila pripravljena za, bi rekel, optimalne dosežke. Na koncu je pač izpadlo tako, da smo imeli izredno uspešni nastop in tudi konček sreče, ki nas je dopeljal na tron. In pri moški ekipi izredni rezultati, tudi Luka je prišel zdaj na koncu leta v formu fantastičnih 400 in 200 in na štafeti je to bila borba do zadnjega metra z masom, tako da je tekmoval maksimalno, tudi ostali naši mlajši atleti, člani so tekmovali kakovostno. Pri dekletih smo pa imeli, bi rekel, najbolj popolno ekipo in zaradi tega smo tudi, bi rekel, dobro smo tekmovali. Tudi vedno v ekipnih tekmah potrebno imeti konček sreče. To pomeni, da ne smete narediti kakšen minus ali pa nulo, to mi imenujemo. V tem trenutku smo bili mi uspešni, brez problema smo končali tekmovanje. 1173 je bila razlika pri dekletih, 377 pri fantih, zdaj lajekom to verjetno pove bolj malo. Mogoče nam na kratko razložite, kakšen je pravzaprav ta sistem točkovanja in kako velike so zdaj te prednosti oziroma razlike, ki sem jih omenil. Točkovanje je po madžarskih tablicah, to pomeni, vsaka disciplina točkuje se en tekmovalec, za rezultat prinese tuk točk, in zaradi tega pri ženskah je bila takšna razlika, zaradi tega, kaj je enostavno masova ekipa ni imela tekmovalke na stiplu, poprečen rezultat recimo prinese nekje okrog 700 točk, naša Tina je pa prinesla 1200 točk, njen državni rekord je toliko kakovosten, da prinese veliko več točk, ali poprečna disciplina prinese od 700 do 800 točk, je avtomatično, če imate 1-0 ali nimate tekmovalca do cilja, je to izredno težko priti na koncu do zmage. Mi smo pa uspeli v bistvu brez napake, z dobrimi rezultati, zaradi tega je bila v ženski kategoriji takšna razlika. Pri moških je pa, moram priznati, malo bolj kakovostna ekipa, imeli so smolo, kjer so imeli na eni disciplini 0, tukaj je razlika prišla 1000 točk pri nas in do konca nas niso mogli ujeti. In zaradi tega je bilo pač takšna razlika. Zanimivo, da je to ničlo naredil vaš bivši tekmovalec Robert Trener, ki zdaj tekmuje za MAS. Tako je. Pač glede na to, da se je palca predolg časa se vlekla, bilo je veliko število udeležencev, Robert je precenil, ker je pogosta praksa pri skakalcih s palico začel na previsoki višini, glede na to, da ni bil ustrezno ogret, se mu je zgodilo to, kar se mu je zgodilo. Se pravi 0 in tam seveda narediš težave celotni ekipi. Pri nas mogoče, da sam še pripomnim to, a veste, kot je že bilo prej omenjen, Luka Janežič je tekmoval v praktično vseh svojih disciplinah, v katerih je. In če ti kapetan potegne tist, da tekmuje, da se pripravlja žrtvovati za ekipno prvenstvo, so dejansko v vseh možnih disciplinah, to potegne celotno ekipo. In zato so se seveda fantje borili in s kančkom sreče so na koncu postali državni prvaki. Enaka zgodba je bila pri puncah, ker je pa razlika bila bistveno večja, tako da tudi če bi bila še kakšna pri njih 0 bi recimo ne bi dosegli. Lahko rečeva, da ste zagotovo v tem in pa tudi prejšnjih letih imeli nekako tudi bolj srečno roko pri selekciji, prihodi Luka Janežiča, tudi Šuteve, pa seveda zdaj tudi Lukonove, so, kot vidimo zdaj, skozi vsa ta leta bili zadete popolno. Res je. Je pa res to, da recimo konkretno Luka Janežič je prišel v Kladivarju dejansko še kot mlajši mladinec, tako da je dejansko Kladivarju atlet praktično celotno. Namreč, ko se je razpadlo društvo tam, kjer je doma v Vodicah, se je potem pač odločil skupaj z očetom, da dobi najboljše pogoje v Celju. Tina Šutej je prav tako
šla Tina Šutej, dejansko celo v enem trenutku nismo vzeli v klub, ker nismo mogli ustreznega tretmaja nuditi, ampak Tina ima našega trenerja Milana Krajnca, ko se je njen bivši trener Črnejo upokojil, tako da je to zelo po naravni poti. Mi dejansko, da bi vabili zaradi posamezne atlete, zaradi tega, da bi vojačili klub, tega nismo, ampak so atleti želeli prihajati k nam, ker so vedeli, da bodo dobili dobre pogoje, možnost na koncu, na vse zadnje, ne smemo pozabiti. Celje ima praktično ob Mariboru smo edini, ki imamo atletski stadion samo zgolj za atletiko, kar seveda ni zanemarljivo. Hrvoje, ponovati v športu za nek dober ali pa vrhunski rezultat je veliko faktorjev, verjetno se nekako vse kockice morajo zložiti, da potem na koncu ekipa pride na vrh in pusti za seboj vse tekmece. Verjetno je bilo tudi tokrat tako. Pa seveda, da je zaradi tega, kaj to leto je olimpijsko leto, Kladivar je bil izredno uspešen, imeli smo 3 nastopa na olimpijadi, ki je Lukanova prvič nastopila kot izredno mlada tekmovalka, s tem, da je Lukanova že na U23 bila druga na evropskem prvenstvu, to pomeni, da je to izreden potencial in pričakujemo v naslednjih olimpijadah. Luka se je dvignil in prišel do polfinala, kaj izredno lep rezultat, na 400 metrov je konkurenca nemogoča, to je danes je res, to so vse rakete. In na koncu zaključim s Tino Šutej, katera je imela sezona 2-1 je za Tino, bi rekel, diamantska sezona, ki je zaključila tudi na diamantni ligi s 3. mestom. To so dobesedno vrhunski rezultati. Ko imate takšne posameznike, pa tudi klubski atleti, naši atleti se dvigujejo in to je tudi planirana cela zgodba. Naše ekipe niso sam člani, v naši ekipi so tudi mladinci. To je vertikalni nivo, kaj mi delamo na tem in želimo, da je Kladivar najboljši v vseh kategorijah. To klub ogromno dela, imamo tudi za tega 10 trenerjev, brez takšno število trenerjev to ne moremo sploh narediti. Mi se zavedamo, za nas je to izredno zahtevno, zaradi tega, ker je v bistvu cele majhno mesto, a športno mesto. In vsi športi v bistvu štartamo na 1% motorično nadpoprečnih. In to je naš problem cela. Enostavno smo majhni, ni toliko otrok talentiranih, posebej pa v atletiki. Nažalost, v atletiki je zadeva, da mora biti genetska pogojenost in ogromno dela. To pomeni, mora biti ogromno znanja, a to naši trenerji imajo. Imamo izredno kakovostne trenerje in normalno imamo normalne pogoje. Če se naveževa mogoče na to, kar je že Hrvoje načel, Celje je res izjemno športno mesto. Vi ste dolga leta tudi bili podžupan, pa zdaj pooblaščenec župana. Skratka, težko bi primerjali katerokoli mesto, če gledava športne dosežke ravno s Celjem. Ja, sem gotovo, Celje je dejansko najbolj športno mesto v Sloveniji. Imamo izjemno visoko, dobro razvite tako kolektivne športne panoge, kakor tudi individualne. In zaradi tega, kot je že Hrvoje omenil, vsa društva, vsi klubi štartamo na tiste talente, ki so. Poglejte, pri fantih je izjemna konkurenca. Rokometaši so vrhu, nogometaši so bili lani državni prvaki. Tako da recimo visoki, košarka je razvita, visoki, močni fanti imajo možnost izbire kamorkoli, v katerikoli športno panogo lahko gredo. Enaka konkurenca je pri puncah. Košarka, ženska košarka je izjemno visoka, rokomet se razvija, atletika je tukaj tradicionalna. Tako da si želimo seveda čim več, na vso srečo Celje je regijsko središče, zaradi tega ogromno srednješolcev prihaja v srednjo šolo, tako da vsi tukaj dobivamo določen potencial iz drugih okolic. Drugače pa seveda vabijo tisti, ki so dobro razvite športna okolja, potem seveda tudi mladi si želijo tja. Vsak si želi biti z najboljšimi in na vso srečo smo v atletskem društvu Kladivar dejansko najboljše društvo v Sloveniji. Hrvoje, prej ste omenili te izjemne dosežke, predvsem članov, morava pa mogoče na kratko izpostaviti, da so tudi mlajši tekmovalci bili uspešni ne samo na domačem, ampak tudi na velikih mednarodnih tekmovanjih. Kar nekaj jih je letos bilo in tudi tam ste imeli številčno udeležbo in pa dobre rezultate. Seveda, leto 2021 je polno mednarodnih tekm. Zadnjič, ko smo se pogovarjali, pa sem moral imeti dobesedno listek napisan, koliko naših atletov in atletinj je tekmovalo.
U23, U20, U18 in seveda tu bom sam povedal, da recimo en Guček, vrhunski talent, finalist svetovnega prvenstva U20 na 400 vire, fant, nova generacija kladivarjih atletov z Mirotom Kocovanom, našim najstarejšim treniranim človekom, ki je naredil že veliko takšnih, bi rekel, atletov, do dolgoprogašov, ki smo imeli finala na U23 Vukovič na 800 metrov na elitni disciplini v Evropi, ne je prišel do finala prvenstva. Pepelnakova je četrta v U23, Botolin je imel in finale evropskega in svetovnega mladinskega prvenstva na 3000 metrov, tako da imamo kakovostni podmladek in pričakujem uspešna leta pred nami. Skratka, zagotovo se ni potrebno bati, kar se tiče atletike v Celju v prihodnjih letih. Mi se ne bojimo, mi poskušamo izredno planirati, delati in načrtovati. Tukaj od straha nobene koristi. Stane verjetno vaša naloga pa vaših sodelavcev v vodstvu pa tem trenerjem in vsem tem talentom, odličnim atletom zagotoviti ustrezne pogoje. Upravni odbor Atletskega društva Kladivar se bo trudil po svojih najboljših močeh, da bodo imeli vsi naši talentirani atleti dejansko najboljše pogoje. Jaz verjamem tudi, da nam bo pri tem stala pomoč tudi mestna občina Celje, pogovori o tem, da bi bila obnova steze, ki je že stara, 25 let je stara obnova, postaja trda, postaja celo nevarna v določenih mestih, tako da bo računal, da bomo naslednje leto novo preplastili stezo in s tem seveda omogočil še boljše treninge atletinjem in atletom. Letos 3 vaši člani na olimpijadi, hitro pod narekovaj, že čez 3 leta bo nova olimpijada. Zagotovo tam ta trojica med kandidati, pa verjetno še kdo? Tako je. Letos smo imeli 3, na zadnjih v Rio smo imeli 4, tako da jaz verjamem, da bomo se tako številčno zastopani tudi v Parizu. Z gotovostjo prihaja mlajša generacija, kot je pred omenila Eva Pepelnak, ki je bila 4. na Evropskem prvenstvu v 23, Jan Matic Guček, Vid Botolin, to so vse kandidati za Pariz. Norme so res da zaostrene, vendar smo optimisti. Bi lahko bila med kandidati tudi Ratejeva, ko bo ta zgodba končana z dopingom? Kar se Martine tiče, čakamo zaključek tega, vleče se že, tako da jaz verjamem, da Martina malo, ko bo kazen pravno močna, da bo lahko začela že ponovno tekmovati, kajti njen suspens se vleče že skoraj 2 leti in maksimalna kazen, če bo izrečena, je 2 leti. Tako da Martina bo z gotovostjo verjetno nastopila še naslednjo leto ali bo vztrajala do Pariza, pa seveda težko, to bi bilo pa vprašanje za njo. Sezona gre k koncu, imate še nekaj obveznosti, predvsem pri mlajših, nekako do konca tega meseca? Ja, tako je. Tale vikend kategorija U16, to pomeni pionirska kategorija, ima posamično državno prvenstvo in sezono zaključimo 25. z mladinskim ekipnim prvenstvom. Mi smo pripravljeni na eno in na drugo tekmo in pričakujem, da bomo se 25. spet udarili z masom, pa bomo videli, kdo je boljši na zadnji tekmi v tej sezoni. Potem pa bo naši atleti dobili 2 do 4 tedna, odvisno od discipline počitka, in potem se začne za novo sezono 22, katera je spet nabita z nacionalnim programom, mednarodnim programom. Naslednje leto imamo najprej marca svetovno prvenstvo v dvorani v Beogradu, pa imamo svetovno prvenstvo v Eugene v Ameriki na odprtem, tako da bo atletika bo zanimiva in zahtevna. Norme so izredno zahtevne, dobesedno mednarodna federacija jih je dvignila v nebesa. Je to dobro, slabo? Koliko je to, pa za nas glih ni prav, zaradi tega, kaj je izredno, mi smo enostavno malo premajhna država in trudimo se, koliko lahko, a to v bistvu veliki so vedno glavni. Pred oddajo sva se malce pogovarjala, pa prišla še do ene ugotovitve, da prvak, ekipni prvak, zdaj zadnja leta ne gre več na evropsko sceno, kar verjetno je tudi škoda. Škoda, seveda, to so zelo pomembne tekme, Evropska federacija se je pač dobesedno ukinila to tekmo. Naš klub je
zadnjič bil na tem tekmovanju na Portugalskem, smo dobesedno imeli razgovor z evropskimi predstavniki, enostavno nimajo interesa, klubi pa po Evropi imajo interese, enostavno zaradi tega, kaj vsi atleti niso za olimpijado. Tudi obstajajo klubski atleti, kaj tekmujejo na takšni tekmovanji, takšna tekmovanja so odlična. Nažalost, Evropska federacija se je odločila, da ukine ekipna klubska tekmovanja. Stane, vi ste tudi funkcionar zveze, je to odločitev tistih velikih zvez pod narekovaji ali kako to komentirate? Težko bi dal ta komentar. Osebno mi je žal, da teh tekmovanj ni bilo, bilo so izjemno zanimiva, so bila tudi motivirajoča za atlete, dosegali so dobre rezultate. Ali bo odločitev dokončna, o tem bo še povedali. Je pa res, da so ravno v teh covidnih časih so marsikera tekma bila predložena, marsikera odložena, nekatere tudi odpovedane. Jaz upam, da odločitev ni dokončna. Stane Rozman, Hrvoje Fižoleto, hvala za obisk, seveda srečno tudi na teh zadnjih preizkušnjah sezone, pa seveda željo, da tudi prihodnja leta nekako ubranite to dvojno krono pred ljubljanskim in seveda drugimi slovenskimi klubi. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Jutri ne pozabite dveh naših neposrednih prenosov, dveh rokometnih obračunov iz Celja, ženski derbi državnega prvenstva z dežele Mlinotest, iz Žalca, Zelene doline, Žalec, Litija. Prihodnji petek pa znova nasvidenje v našem naslednjem tretjem polčasu. Lepo se imejte in lahko noč.